Ljubljanski župan in prvi predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Janković je na današnji tiskovni konferenci sporočil, da bo podal soglasje k kandidaturi za predsednika Pozitivne Slovenije na bližajočem se kongresu stranke. Po njegovih besedah bo počakal odločitev članov stranke o podpori in jo tudi, kakršnakoli bo, sprejel. Ali se bo Janković za prvo mesto v stranki pomeril s premijejko in aktualno vodjo stranke Alenko Bratušek, še ni jasno. Soglasje k kandidaturi je sicer že podala, a bi bilo možno tudi, da bi se umaknila Jankoviću, kot je sprva napovedovala. Poslanska skupina SDS je včeraj zvečer vložila interpelacijo o delu in odgovornosti finančnega ministra Uroša Šuferja, in sicer zaradi predloga za podelitev neomejenega državnega poroštva pri nadzorovani likvidaciji Probanke in Faktor banke, ter predloga za razrešitev Andreja Širclja z mesta neizvršnega direktorja v tako imenovani slabi banki. V SDS-u tudi predlagajo, naj se predlog proračuna za prihodnji 2 leti umakne iz zakonodajnega postopka. Stranka za trajnostni razvoj Slovenije pa naj bi na Vrhovno državno tožilstvo podala kazensko ovadbo v povezavi z gradnjo 6. bloka termoelektrarne Šoštanj. Zaradi suma goljufije, zlorabe uradnega položaja, oškodovanja javnih sredstev in nevestnega dela v službi bodo ovadili nekdanja predsednika vlade Janeza Janšo in Boruta Pahorja, nekdanje ministre Andreja Vizjaka, Mateja Lahovnika, Zvonka Černača, Janeza Šušteršiča ter nekdanjega direktorja Teša Simona Tota. Današnji svetovni dan cerebralne paralize so zaznamovali tudi pri Zvezi Sonček, saj so na široko odprli vrata svojih enot v Mariboru, Celju, Slovenj Gradcu in na Ptuju. Z dogodkom pod geslom Spremeni moj svet v 1 minuti so širši javnosti predstavili svoje dejavnosti in programe ter pokazali tudi bodočim uporabnikom, kako potekata delo in življenje pod njihovo streho. Ob tem pa so se podobno kot številni posamezniki in organizacije po svetu lotili zbiranja zamisli za izboljšanje življenja oseb s cerebralno paralizo. Mariborski nogometaši so odpotovali v Anglijo, kjer jih v četrtek čaka gostovanje pri Wiganu. Gre za tekmo drugega kroga skupinskega dela Evropske lige. Po visokem porazu v prvi tekmi doma z 2-5 proti Rubinu iz Kazana, slabših predstav v domačem prvenstvu in menjavi na trenerski klopi, novi trener Ante Šimundža obljublja boj za zmago. Naše pričakovanje vsekakor se prikazati v čim boljši luči, vsekakor delovati kot ekipa in pokazati željo in motiviranost. Wigan je ekipa, katera goji tipični otoški nogomet, ogromno je dolgih podaj, predvsem na bočne položaje. Pregledali smo kar nekaj število tekem, dobili dobre informacije o njih, približno vemo, kako bojo postavljeno igrali. Na nas pa je, da se na to dobro odzovemo, da se pripravimo, in dejstvo je, da če bomo držali njihov ritem, če bomo jim vsilili našo igro, se lahko nadejamo pozitivne rezultate. Še vremenska napoved. Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V petek bo precej jasno, jutro bo zelo hladno, v zatišnih legah bo možna slana. V soboto se bo oblačnost od jugozahoda povečala. Popoldne bo predvsem v zahodni in južni Sloveniji rahlo deževalo. Danes v dnevniku televizije Maribor. Našega gledalca je presenetila kazen redarske službe. Morajo plačati, ker ga je redar videl, ko je naredil prekršek. Mariborski mestni svetniki se bodo danes po normalnem postopku seznanjali z rebalansom proračuna. Študijski program bionike sledi potrebam gospodarstva in biologijo povezuje številnimi področji. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.